Ja, pa včasih se mi zdi, da se mora fant postaviti zase, še vsem tista moška beseda, ne pa da je skozi tisto tvoj, ne vem kako ne rečem. Ja, copat. Čau, pozdravljeni nazaj na YouTube kanalu Džungla. Moje ime je Ula in z mano danes je Alja. Danes bova govorila o 5 različicah fantov, ki so naju usvajali ali pa sva jih dejtali. Tako da, če te zanima, glej naprej. Hitnala bom. Moški, ki mu gre vse prehitro, ta se mi zdi taka dobra. V glavnem, mene je enkrat en osvajal in jaz sem bila že tudi tako dosti za, da bi dejansko nekaj imela in on je bil skozi tako, meni se to zdi prehiter, jaz bi to bolj počasi, pa ne vem kaj, ampak meni se zdi, da taki fantje, ki to počnejo, imajo še nekaj zraven, tako da, kaj pa ti misliš? Ali pa so totalno neizkušeni, po mojem. Ja, ali pa mogoče želijo neko dolgotrajno zvezo in pol, a veš, bi hotel vse počasi, da je ono res šr. Kaj bo naredil? Ja, mislim, po mojem je več opcij, ne. Ali to, da je res zelen in da še ni imel nikoli punce, čeprav je že dovolj star, da bi lahko imel, pa ne ve, kako pristopiti. Pač meni je to šlo tako na živce, ker se mi je zdelo že dosti pač vse resno, oziroma že dosti tako pač, da bi lahko bilo nekaj, oni pa skozi se njemu zdi prehiter. In pa sem se jaz počutila tista, ki sili v njega in sem se pa odmaknila, pol je on začel riniti vame in se mi je zdelo Ja, to je bi, ne bi, bi, ja, ne bi. pač zdaj se odloč, ne bi, ne bi. Ja, potem obstajajo tudi te mamini sinčki, a ne? Ti so po mojem v bistvu kar dost velik problem, ne? Zaradi tega, ker recimo lahko ima punco, pa recimo še vedno nosi domov prati oblačila. To je prva stvar, ki mi na misel pade. Ali pa recimo mamica pokliče, pridi na kosilo, pa kljub temu, da ti doma kuhaš, on zbeži k mamici na kosilo, zato ker je pač tako navajen, ne. Meni bi šlo drugače na živce, da bi skozi dajal, pač, da bi se odločil zame, pa bi pa skozi dajal nekako mamo v ospredje, ali kako ne rečem. Okej, se štekam, da je tvoja mami, ampak ne rabite pa skozi ujčkati. A veš, kaj mislim? Baje so Italijani taki, ne. Italijani so zelo mamini sinčki. Tam v bistvu je mama kraljica in šele potem pride žena, punca, kakorkoli že. To bi mene recimo ful zmotrilo. Pač, meni se zdi, da ko si ti z nekom, moraš biti njegova prioriteta, zaradi tega, ker bo ta vidva gradila nekaj za naprej, neko Lepo je, da spoštuje starše, da ima lep odnos in da ima neko lepo vez, ampak zdi se mi pa, da se mora zavedati res, da gradi življenje s teboj, ne z mamo, ne. Ja. Moški, ki je preveč prijazen. Meni se zdi, da so to taki neizkušeni. Ali pa oni, ki te imajo res čist preveč radi, ali pa se delajo. Ja, ne vem. V glavnem, meni gre samo na živce, ki te nenehno kliče Miška, Ljubica, ne vem kaj pač. Pa skačeš lahko njem, kakor ti paše, a ne? Ja, no, pet mi iskat, to pa bo že letel. Pač mene to ful zmoti, pa ful lepo, da si prijazen, ampak se mi zdi, da lahko prijaznost izkažeš tudi Sama ni drugače, zanimivo, pa se... da koliko ženske dejansko včasih ne vemo, kaj bi rade, ne. V bistvu bi Ja. rade bi moškega, ki bi bil pozoren in bi nam želel ugoditi čim bolj, a ne. Ampak pol nam pa tudi ne paše, če pa je preveč, ne. Ja, pač včasih se mi zdi, da se mora fant postaviti zase, še vsem tista moška beseda, ne pa da je skozi tisto tvoj, ne vem kako ne rečem. Ja, copat. Ja, moški, ki bi rad še malo žural. Jaz mislim, da so to ponavadi tisti tipični 35-letniki, ki mislijo, da res 15 let žuranja ni dovolj. In potem rabijo kar naprej, da se nekaj dogaja in ženska ga pa doma čaka, ne. To je pa... To je narobe, no, to je narobe. Ja, meni se zdi, da še vsem te mora tako vzeti zraven ali pa vsaj povabiti, če že ne drugega. Mislim, fajn je, meni je cool, da ima recimo moški svoje frende, pa gre pač sam ven, pa ženske svoje. Bog ne daj tu ljubosumje furati, ampak... Hitro podvomiš v njega, če preveč žura. Če pa preveč žura, pa rečeš, ti nisi dorasel, ti si otrok še, ti rabiš še ful časa, ne, in to so po mojem še taki
malo najstniki v glavah. Ne, Ja, čeprav po eni strani je pa veliko zdaj takih fantov, se mi zdi, no, ki so še vse, ne vem, se mi zdi, da ja, ok, žuraš, ampak ne vem, a veš, ko bi ga rad imel malo zase, ampak kar nenehno hodi žurat s frendi. Jaz pa tle zadnji ustvarjam svojo zgodbo. Ja. Ampak to je iskanje pozornosti, veš, to so ful nesamozavestni moški, če ne rečeš. Mislim, tukaj lahko Ne vsi, no, ampak ja. različic, pač en je lahko ful tako, da hoče imeti še malo svojega lajfa, en je lahko tako čita, a veš. Ja, v bistvu lahko ima ful enih skrivnosti, ne, ampak... Ok, ta zadnjega pa mislim, da se kar Joj, strinjava. to je čist moj moški. Moški, ki se dela nedostopnega. A te tudi, ok? Ja, meni je to drugače ful všeč. Pač se mi zdi, da tako nekako te privabi. Ja, do neke mere, definitivno, ne preveč. Čim je preveč, je potem že tako hladno in tako ne veš, kakšna so njegova čustva, ne? Ja, in da siliš v njega v bistvu. Ampak po drugi strani pa je to lahko zelo privlačno. Pocinglaj. Ja, pocinglaj. Pošeri. Tako, Pošečkaj, komentiraj. A bo, ali a bo. To je to. To mi gre. Tako da, to je to za ta video. Tukaj je video, ki ga Džungla priporoča. Tukaj, ki ga vidve. To je pa subscribe button. Se vidimo naslednjič. Čau, čau.